naboj pred ozemljeno kroglo. Torej, pred kroglo na potencialu nič, tule je polmer, no, naboj naj bo pa takole, si izberemo, da bo čim manj računanja. Ta naboj, jaz ga bom, da ne bomo zdaj se lovili s kakšnimi novimi oznakami, bi jaz tule kar Q1 napisal in tale razdalja do površine naj bo tudi R0. Prav moram takole, naboj Q1, ki je od površine oddaljen zaradi krogle. No, in bi nas rečemo zanimala, kakšna je sila. Sila na tale naboj, če ga približamo enemu takemu balonu. No, tisti balon ste imeli, če se spomnite, tudi v tisti nalogi, ki sem jo prinesel na našo prvo vstopno uro. Na eni strani smo imeli malo predstavitev predmeta, na drugi strani pa influenčni generator. Ko z nekim balonom gremo pod daljnovod in nek inštrument imamo in take reči. No, lahko si mislite, da imamo zdaj nek prašni delec, ki se nahaja pred kroglo, ki smo jo ozemljili. Torej, tale primer bomo reševali z enim nabojem, ki je sicer na površini, ampak učinkuje v prostor tako, kot da bi bil v tej ekscentrični poziciji. In tukaj je naboj Q2. Kaj je naša naloga? Določiti pozicijo tega pomožnega naboja, njegovo vrednost, iznos, in potem določiti silo na ta prašni delec kot silo na naboj, ki se nahaja v soseščini drugega naboja. To je tista klasična Coulomnova konstelacija. To se pravi, izračunamo najprej E po formulah, ki jih imamo. E je enako, smo rekli, R0 kvadrat deljeno z D, v našem primeru je D enako 2R0. R0 kvadrat z 2R0, to je R0 polovic. Se pravi, ta naboj je za polovico radija izmaknjen. Kaj pa iznos tega naboja Q2? Imamo pa drugo formulo. Q2 je pa minus, smo rekli Q1 krat kaj? Krat R0 z E, to pa je enako, mislim, da je glih Q1 s Q2. Aha, Q2 je Q1 z E z R0, moram obratno vzeti, poglejte, takole. No, E je R0 polovic, to se pravi, ostane minus Q1 polovic. No in zdaj sila, ker je ta naboj nasproten, sila je privlačna. Se pravi, če imam jaz eno ozemljeno kroglo, to se pravi en balon, ki sem ga oblekel z, rečemo, folijo in to kontaktiral z zemljo, in če se tam nahaja nek prašni delec z nabojem, potem bo delovala privlačna sila na ta balon, oziroma na ta delec, ki vleče delec k balonu. Se pravi, tale sila Fe, sila, lahko tudi rečem, na prvega, po absolutnem iznosu, je zdaj kaj? Po absolutnem iznosu je zdaj pač Q1 krat Q2 absolutno, deljeno z 4pi epsilon nič, oddaljenost je pa 3R0 polovic na kvadrat. Je tako? 3 polovice. No, tukaj zgori imamo pa Q1, lahko pišemo kar Q1 kvadrat, one dva sta itak nasprotnega znaka, Q1 kvadrat, pa še polovička, to se pravi pride 8 pi epsilon nič,
potem pa 9r nič kvadrat, pa dvojka je štirica. To pa to se krajša, je polovička. Se pravi, da je ta sila enaka po iznosu, ne, naboj tega delca deljeno z 18 pi epsilon nič r nič kvadrat. To se pravi, na tako kroglo bi se delci lepili.